sem asistent na tej fakulteti že par let. Z mano bosta danes delila besedo še kolega predavatelj Boris Prevoljšek, ki je tu že od samega začetka fakultete, pa najmlajši med pedagogi, naš nekdanji študent, ki je zdaj tudi asistent Tomaž Špindler. Naš namen danes je, da vam kratko predstavimo fakulteto, njeno delovanje, tako kar smo dobili tudi v vaši pobudi, ideja, da se malo pogovorimo o teh zadevah in kar, čeprav razumem, pa bo v temelj tiste predstavitev možnost sodelovanja naših študentov z vami pri praktičnih usposabljanjih. To je nekaj še nekaj nazaj. Ti študenti najbolj pridni so, nekateri so že v glavnem diplomirali in magistrirali. Danes imamo že nekaj desetin diplomantov, pa kakšen ducat magistrov turizma. Skratka, na fakulteti je možno študirati v dveh dodiplomskih študijskih programih. Veste, to je zdaj v bolonjskem sistemu, tisti 3-letni študij, reče na prvi stopni, lahko študirate kot univerzitetni študenti, to je ponovadi, če ste zaključili gimnazijo, ali pa kot visokošolski študenti, če ste zaključili kakšno strokovno ali pa drugo srednjo šolo. Potem pa dokončate ta študij, se pravi na prvi stopni, oziroma če ste dokončali kakšno študij na prvi stopni, se lahko upišete v študij na drugi stopni, to je magistrski študij, traja 2 leti in te zadeve lahko pri nas lahko študirate turizem na teh 3, recimo, študijskih programih. V pripravi imamo še 2 programa in sicer mednarodni študijski program turizem. To pomeni, da bi lahko pri nas študirali tudi tujci, da program potem poteka v tujem jeziku, ker sedaj te programe potekajo v slovenščini, razen če imamo tuje predavatelje. In pa seveda doktorski študijski program, to je pa cilj naše fakultete za bodoče, da se razvije tudi študij na 3. stopnji. Potem nekak tista, da imamo pod eno streho kompletno izobraževalno verigo, če tako reče. Spominke, tako, ki bojo aktualni ob letošnjem svetovnem dnevu turizma. Me je v lanskem letu oziroma letos, ko je gledala luč Okusi Posavja, knjiga, v kateri ste soavtori oziroma tisti, ki ste potem kot krovna organizacija sodelovali. In da tudi Turistična zveza Slovenije spodbuja, da bi bili to neki kulinarični spominki, da ne bi bilo nekaj kičarskega. Letos so začeli sicer za alpsko regijo, v nadaljevanju, drugo leto ali pa čez 2 leti bo tudi ta osrednja oziroma posavska, panonska regija, kot jo zdaj imenujejo. Prijazen dober dan, torej zdaj se nahajate v jedilnici in večnamenskem prostoru osnovne šole Cerkve v Krki. Skoraj sem rekla eno drugo, še kar ne morajo pozabiti, ampak sem se tele že kar odomačila. Že 4. leto delam kot ravnateljica te šole, prevzela sem jo v času, ko smo začeli delo na tem novem objektu in smo bili 2 leti na začasni lokaciji garnizije Jerneja Molana, torej vojašnice. Tam so nas zelo lepo sprejeli. Moram reči, da takega gostoljubja in hkrati možnosti za to, da smo imeli pouk. Mi imamo namreč 15 oddelkov osnovne šole, 3 oddelke podaljšanega bivanja in 5 oddelkov vrtca. Ni malo, da so nas stisnili v svoje prostore, dali so nam tudi kuhinjo in vse svoje prostore za športno vzgojo. Tako da smo 2 leti sicer bili na manjših prostorih, vendar lahko rečem, da tako vzglednega sodelovanja že dolgo ne, čeprav bi lahko rekli, se imajo, pa lahko bi tudi rekli ne, ker oni so morali en del vojašnice spremeniti v civilni del. To pa kar je težko. Tako. Torej, zdaj smo na novi lokaciji. Kaj je ta šola pridobila v tem času? Torej, vse je bilo do temelja podrto. Stara šola, ki jo zdaj vidite dobesedno rekonstruirano, je imela samo
vzhodni del do polovice, zahodni del do polovice in ta del, ki gleda recimo južni, do pol. Vse ostalo je bilo podrto. Za klanci bilo, kako je to zgledalo pri leti stari del šole, ki je bil recimo prezidan tam nekje po letu 70 čisto podrt. Torej vse to je bilo eno samo delovišče. Ker je bil prostor omejen, je občina Brežice šla na natečaj, da bi kljub temu, da je zožen prostor, pridobili torej učilnice za najmanj 15 oddelkov, da bi pridobili novo telovadnico in nove vrtčevske prostore, seveda z vsemi spremljevalnimi prostori, to je kuhinja, sedilnico, večnamenski del, pokazala tudi vrtec ga ima, potem pa celotno igrišče, z atletsko stezo, z učilnico v naravi, vrtec ima svoje igrišče, tudi so se morali arhitekti malce znajti. In tako imamo mi telovadnico podrinjeno pod novi del šole oziroma razredne in predmetne šole. Slišali smo v osnovni šoli Cerklje ob Krki, da je pač šola, za katero bi lahko rekli, da je mala šola in ima vse tisto, kar imajo veliki. Jaz vam želim veliko uspeha v tej šoli pri razvoju vaših programov, tudi vašemu kolektivu, da vse to sprejema in pa tudi predaja naprej. Kot sem že povedala, naša strokovna ekskurzija je organizirana v Svetovnem dnevu turizma, ki ga bomo praznovali v četrtek, 27. septembra. Tu je pa ena mala pozornost, samo zato, da ste nas sprejeli. Najlepša hvala, konkretno gremo na povedne. In mislim, da je vredo, da smo se odločili za osnovno šolo Cerklje ob Krki, ker je pač nismo poznali, nismo videli in da je to pač šola, ki je res po besedah gospe ravnateljice drugačna, kot so pa druge. Lahko to tako rečemo. Ker smo že v teh letih kar nekaj šol spoznavali. Jutri imamo še v sklopu občinske turizma. Pa ni treba razlagati. Ne vi nam kar povejte o teh. Od cvička najbrž veste, kar boste pa slišali v kleti. No, zdaj se nahajate v Gadovi peči. Gadova peč je Vinska gorica. Tle smo nekje na dobre 300-320 metrov nadmorske višine. Začne se v dolini, ko ste se spustili, ko ste se dvigali v hrib, se že začne lega Razkriže, potem je Vini vrh, tale del je Belinje, ko vidimo te kontrastran, te vinograde. Tukaj je ta cesta, ki pelje gor proti Hostki, je prav Gadova peč, Gruble, to tam greste vi potem peš, dobo pač zato to je 15 minut tam do tistih streh, tam smo mi. Komatar je tukaj pod Hostico, malo nižje. V glavnem cel ta hrib je Vinska gorica, Gadova peč, ki pa ima potem svoje lege. Mi smo še vedno v občini Brežice, tako da cela Gadova peč je v občini Brežice. Pridelamo, znani smo po cvičku že tam med prvo in drugo svetovno vojno. Od nekdaj, ne vem, če kdo sliši, v Ljubljani za cviček da zraven avtomatsko še Gadovo peč, ker pač včasih je bil, glede na to, da imamo dosti boljšo lego kot ostale cvičkova dežela, smo imeli tudi tukaj cviček boljši, ker je vedno bolj dozorel. Tako da, in še zdaj, ko se gremo mi Dolenci ali pa sploh iz Gadove peči malo po Sloveniji, pa vprašamo vedno, kdo ima cviček, imajo cviček v gostilni, pa reče, ja, imamo. Potem pa vprašamo, od kje pa iz Gadove peči, ampak pa slišimo, da je to tudi Bizeljsko-Gadova peč, pa tam gor cela planina, pa Podbočje, vse okrog in okrog je cviček iz Gadove peči.
zato ker gre ljudem bolj v ušesa, pa se lepše sliši. V bistvu vsega da bolj prodati. Pridelamo tako v povprečju, mislim, da 80-90% cvička od naših pridelanih vin, neki belga in neki frankinje. To pa zato, ker se nam do zdaj še ni bilo treba truditi s kakšnimi ostalimi vini, ker če pride Slovenc k nam, bo rekel za cviček, ne? Redko kdo bo vprašal, če imamo muškat ali pa frankinjo ali pa rizling. Tako da smo v bistvu malo se ulenili glede ostalih sort, ker pač delamo tistka, vsak tistka gre tisto delaš, ne? Tako da zdaj smo tako nekje na proti likohu trgatve, no, večino se je tudi že kar zdaj potrgalo. Mi osebno smo zdaj, imamo še 2-3 tisoč litrov za potrgati, drugače pa imamo Ni zabirali, ja? Ne. Dobro grozdje? Fino. Fino, ne? Tako lepo, fino gnilo, dobre. Ja. Tega podjetja, vidite, poznate, kako je tega pospešno. Ja malo povem lovsko zgodbo, poslovno pač vete, kako je to bilo. Požakar je lov stopil tam okoli 55 leta, prej pač ni mogel, nisi mogel privošiti, pol še lahko privošil, pa ni jemo časa, je pač tako službo, bolj sam stalno z avto, mogel pač tem pa tam voditi. No, pol se je malo pa privošil lahko po 55 letih, ko je stopil lov, je pa šel tudi v Bosno, pa malo smo na Mađarsko tudi loviti jelena, bošnje medvede in tako dalje. Počel je tudi že prej. V poznejših letih, ko so pa tole bolj prevzeli sin, pa vnukinja, je pa prvošel za malo Afriko, pa Severno Ameriko, prinesel domov določene trofeje, tako rečem, ko je tale jelen v vrata, preparirano, opremo si je lovsko sobo. Evo, pojďte pogledat. Boste videli. Ja, težave. Pogostitev, ne? Kriva je Anica sama, ker lani, ko smo si ogledovali buče, po vseh ciljih hotela, da gremo v Podkozovček. Takrat nismo imeli časa in smo jo obljubili, da bomo letos prišli na zaključek in se bomo zadržali malo več časa, kot samo na eni pijači. Ne? Drugi, hvala Anica, tvojem upravnem odboru, hvala tvoj ekipi. O naši strokovni ekskursiji, povabila sem ga, da lahko pride že v sela, pa gre z avtobusom z nami. Celo smo mu rekla, se te lahko jaz domov pelati, če se še upaš menoj pelati, ne? Ampak, ja, je rekel, bom jaz rajš prišel sam v Pišence. Pošteno. Tako da, tukaj smo pač iz turističnih društev, iz levega in desnega brega naše reke Save. Obiskali smo levi breg Save, najprej desni, zdaj smo pa na levem bregu, tako da vedno delamo tako, da je za vse pošteno. Če nam bi pa še ti kaj želel spregovoriti, pa beseda tvoja. Bravo. Seveda, lep pozdrav, moram reči, da je zahladilo in zadnji cajt je, da začnemo drva žagati, ker ni bilo prej časa, tako da nisem mogel priti z vami. Nasplošno se mi vidi, da je pomembno, da turistična društva dobro delujete.
predvsem v občini Brežice, glede na to, da smo turistična občina in jaz mislim, da tudi glede na turistično takso, ki bomo v drugem letu dobili, bo še celo nekaj več sredstev, zato je zelo pomembno res, da imamo dobre programe. Jaz mislim, da veliko programov delate, predvsem, da imamo tudi podeželje pokrito, kajti dejansko vemo, da te turistični kompleksi več ali manj delajo za sebe oziroma v svojih ozkih dvoriščih. Za nas kot občina je pa ključnega pomena res, da imamo lepo urejeno celo občino. Jaz res, ko grem po občini bilo kje, vidim, da smo lahko ponosni in da je lepo urejate. Zato jaz bi samo želel, da pri tem nadaljujete, da tudi za drugo leto letošnji proračun je gotov. Jaz mislim, da ste večinoma tudi počrpali sredstva. Mislim pa, da je prav, da ko se bo drugo leto začel proračun usklajevati, da tudi povete z določenimi programi, kaj bi bilo tisto, kar bi bilo smiselno narediti. Predvsem seveda vaša naloga pa je, da so prireditve, drugo pa predvsem, da res na to okolje gledamo in da ga čim bolj uredimo. Tako da jaz verjamem, da bomo to še veliko naredili. Pobude vaše so dobrodošle, danes vam pa želim predvsem, da se te lepo imeli, lepo zaključite ta dan in seveda zdaj glede na to verjetno trgatve so že bolj gotove, zima bo kmalu te, rože je konc, bo pa treba že razmišljati o spomladi, tako da vam želim vse dobro.